Poglejmo, kaj se dogaja v svetu mobilnosti, o čem smo pretekli teden brskali po internetu. Na teden je bil v znamenju očiščevanja težkih tovornih sredstev. Začnimo. Okoljska organizacija Transport and Environment poudarja, da nova okoljska strategija Evropske komisije preveč popušča letalskemu prometu. Okoljske dajatve bodo po njihovih izračunih bistveno prenizke, le 17 centov na letalsko karto. A vseeno se letalska industrija ne slepi in že pripravlja nova letala, ki bodo, tako kot vsa moderna, novodobna, težka mehanizacija, uporabljala vodik. Airbus želi na tem področju prevzeti vlogo pionirja, tako so že predstavili letalo, ki zmore na vodik odleteti 3700 km stran. Vodik bo v tem primeru služil zgolj kot zamenjava za naftno gorivo, se pravi motorji bodo še vedno klasično letalski in enak pristop je ubralo belgijsko podjetje ladijskih motorjev. Njihov motor bo deloval na 85% mešanico vodika in nafte. Ampak nekaj povsem drugega pa je električna težka mehanizacija, ki dobiva elektriko iz vodika. Takšen električni tovornjak je recimo novi Mercedes-Benzov prototip s 40 tonami skupne mase in s 1000 kilometrskim dosegom. An electrochemical reaction generates electricity to power the vehicle. In this process, the hydrogen splits into protons and electrons, and when combined with oxygen, electrical energy is generated, while the only emission from the truck is water steam. The modular system consists of two 150 kilowatt units, each containing two fuel cell stacks with over 200 cells respectively. The battery is located between the two stainless steel liquid hydrogen tanks. Največje evropske flote bodo tovrstne tovornjake dobile leta 2023 v testne namene, serijska proizvodnja pa se obeta za drugo polovico tega desetletja. Na področju težkih, a čistih tovornjakov bi lahko pionirsko podjetje Nikola postalo velik igralec na tem trgu, tudi po zaslugi dejstva, da jo je kupil veliki General Motors. A v Detroitu so potem ugotovili, da so hkrati kupili veliko svojega lastnega znanja in da je podjetje Nikola veliko kopiralo. Na sodni mlini seveda že meljejo. Predsednik Nikole, Trevor Milton, pa je tudi že stoično odstopil, da se bo lahko branil. Na čelo družbe pa je seveda stopil General Motorsov menedžer. Vseeno prevoz na dolge proge z današnjimi baterijami ni najbolj verjeten. Elon Musk pa tudi pravi, da se prehod na električno mobilnost ne odvija tako hitro, ker cene baterij ne padajo dovolj hitro. Začenja torej z lastno proizvodnjo baterij, narejene po lastni tehnologiji, in te baterije naj bi bile za pol bolj zmogljive in tudi za pol cenejše. Hkrati je Musk napovedal tudi cenejšo Teslo, ampak ne za pol. Je pa zato tu premiera tedna Volkswagenov ID.4, SUV-jevski tehnični sorodnik ID.3. In če je ID.3 Golf električne dobe, je ID.4 električna izvedba avta, kakršni so zdaj v trendu. Torej SUV ali pa CUV. Seveda ima s takšno, bolj družinsko obliko ID.4 veliko večji globalni potencial in z druge strani Atlantika že poročajo o rekordnih naročilih. Oglasil se je tudi Volkswagenov električni partner Ford, prav tako kot Volkswagen je obljubil, da bo ničelno ogljičen do leta 2050 in ta hip so v fazi elektrifikacije najbolj slovitih modelov. Mustang E ima sicer z Mustangom razen imena bolj malo skupnega, prav zdaj pa so ga nekoliko ukrojili tudi po evropskih voznih standardih. Bo pa verjetno več podobnosti imel električni pick-up F-150, ki so ga napovedali za leto 2022. Ampak seveda samo za Ameriko. Tu v Evropi pa imamo seveda še vedno zelo radi tiste majhne, a popoprane izvedbe avtomobilov, kot naprimer Fiesta ST. In kako se imenuje bolj družinska in bolj praktična Fiesta ST? Ja, Puma ST. Kaj pa da? Močno popoprano različico 508 pa so pokazali pri Peugeotu. PSE se imenuje, ponuja 265 kW, kar je 360 konjičev, 1,6-litrskemu 4-valnemu turbu pa do te moči pomagata dva elektromotorja, ki s tem poskrbita tudi za 4-kolesni pogon. In ta dva elektromotorja lahko tega Peugeota po mestu peljeta samo na elektriko 42 km. In s tovrstno hibridno tehnologijo je Peugeot tudi napovedal vrnitev v motošport, konkretno v Le Mans, s hibridnim dirkalnikom seveda. Euro NCAP pa predstavlja nov način ocenjevanja trkov. Poglejmo, kaj je novega.
Do zdaj je avto trčil v oviro. Zdaj bo tudi trčil v oviro, ampak se bo ovira premikala tudi do avtomobila. To je pomembna novost, ki meri tudi to, do kakšne mere se je konstrukcijsko poškodovalo vozilo, ki je trčilo v avto, ki se ga tokrat preizkuša. Drugo pomembno področje pokriva področje bočnega trka in sil in poškodb, ki nastanejo med voznikom in sovoznikom. Tukaj v prihodnjih letih pričakujte vedno več zračnih mehov med voznikom in sovoznikom. Tretje področje pa je področje, ki meri naprave, ki merijo našo nezbranost in utrujenost. Prvi avto, ki so ga ocenili po teh novih kriterijih, je Toyota Yaris in pohvalili so ga s 5 zvezdicami. Minuli teden smo dobili tudi novega predsednika uprave Seata. To je postal Wayne Griffiths, nekdanji tesni sodelavec Luca Di Mea. To je tisti človek, ki je s svojim prehodom k Renaultu sprožil val kadrovskih rošaj v celotni avtomobilski industriji. No, Renault pa je v tem tednu predstavil svoj CUV, Megana kot 5-vratnega SUV kupeja. Kako pa mu bo ime? No, na vseh trgih zahodne, srednje in severne Evrope bo ta novost nosila ime Arkana. Za jugovzhodno Evropo, večji del Balkanskega polotoka, razen Grčije, pa bo to Megane Conquest. Je pač na dlani, da ima Renaultovo ime v tem delu Evrope zelo negativen zven. Vojni zločinec Arkan torej posthumno ne bo dobil spomina na še ne dovolj pozabljeno srbsko osvajanje Južne Evrope. Je pa to model, ki ga bo Renault v Evropo pripeljal iz Južne Koreje. Tam se ta avto že prodaja kot Samsung XM3 in to zelo uspešno. Nima pa Arkana oziroma Megane Conquest prav veliko skupnega s tisto Arkano, ki jo Renault prodaja na ruskem trgu. Tista Arkana ima namreč svojo osnovo v Dacia Duster. No in to je novica, ki se ta hip zdi iz povsem drugega planeta, povsem nerealna. Ampak Hyundai v zračni mestni promet tako zelo verjame, da je celo podpisal zavezo, da bodo do leta 2028 razvili poslovno vzdržen model mestnega zračnega prometa. Prek helikopterjev, kakršnega smo recimo gledali januarja v Las Vegasu. V tem trenutku se seveda ta napoved zdi vsekakor precej nedosegljiva, ampak saj tako pa je z vsemi temi eko-napovedmi, kaj se bo zgodilo daleč v prihodnosti. Recimo tako kot ta teden, ko je Kitajska napovedala, da bo kot država v celoti ničelno ogljična leta 2060. No, v našem uredništvu vsekakor veliko bolj zaupamo tistim trditvam, ki jih preveri znanost. No in znanost je preverila okoljske napovedi velikih avtomobilskih korporacij. Tako imenovana iniciativa Science Based Targets je nekatere med njimi tudi že pohvalila. Ampak mi nočemo zveneti negativno, vsekakor pa je vse te napovedi zelo težko doseči, če se moraš ukvarjati z muhastimi ukrepi politikov, recimo Donalda Trumpa. Družbe Ford, Mercedes-Benz, Volvo in Tesla so zdaj proti Trumpovi administraciji vložile ločene tožbe, a z istim ciljem. Zahtevajo takojšnjo ustavitev odloka o dodatnih carinah pri uvozu iz Kitajske, Donalda Trumpa pa tudi obtožujejo zlorabe položaja. Kalifornija pa je podelila že 4. vozniško dovoljenje samovozečemu avtomobilu. Toyotin Highlander iz podjetja Zoox se bo tako na kalifornijskih cestah pridružil samovozečim vozilom podjetij AutoX, Nuro in pa Googlovemu Waymu. Da gre za zgodbo z večjim vplivom, nakazuje tudi dejstvo, da je podjetje Zoox nedavno prešlo v Amazonove roke. In zdaj seveda že vemo, kam pes taco moli, in to nas spet vrne na začetek tokratnih novic. K tovornjakom. Ne, te še ne bodo samodejno vozili, bo pa novi Mercedes-Benzov tovornjak za gradbenike samodejno prilagajal vožnjo razmeram na cesti in pa podatkom iz topografskih kart. Zato lahko delovanje motorja in menjalnika prilagaja vzponom, spustom in pa ovinkom. No, prediktivna vožnja je vsekakor nekaj, kar imamo v našem uredništvu kar precej radi. Predstavili smo vam jo že na primerih Volkswagena Passata, Mercedesa GLB in pa Seata Leona. No, vi si te teste poglejte, mi pa se medtem že lotimo novic za prihodnjo sredo. Se vidimo.